Tako, mi smo imeli, prej nismo, ok, zdaj ko smo prenovili kuhno, ker smo imeli pregradne stene, pa glavno, to je višina stropa, lih toliko, da so te paneli postavljeni. Smo imeli napo, jaz nisem visok in prej, ko je bila napa, sem prišel do nje. Tako da, ne, no comment. Kotle, 2 metra žara, 4 friteze, 10 štedilnikov, pa ne Marijo zagorim, to je nemogoče, da mi to povleče ven. To se je kadilo vse na stran, tle čez je hodilo v salo, vso. Zdaj smo mi ta kvadrat od voda smo povečali, koliko se ga je dalo, tudi zaradi same konstrukcije, da tle smo šli do vogala vse. In se to ubira. Ni, da je tam, ko je perforiran strop toliko, pa da zrak dol ga drži, da tega, da ne gre na stran, ampak da ga drži do balonu, da ga pobere. Za večerjo, od odzunaj sem stopil not, že minilo te je delat prej. Zdaj si stopil notri, ne gre večer. Obrišem serveto, uno maščobo, vsako toliko imam tukaj, vsak ima venčliček, sem si kar na en šlav. Če ti tam olja zmanjka, pa tudi bolj. Ja, sem si kar mi potem težko ne menja. Jaz sem si za nalašč, To je prava višina, ja. Ja. Kako? Imam v skladišču in sem si naredil kanti, bazenček z sodo kaustiko. In jaz filter primem, ga dam sodo kaustiko, čez 2 ure ga vzamem ven, ga splaknem, ga dam skozi stroj, ga potegnem ven, ga lahko zapomnim. Vsak ta element tudi gre dol in vse, kost po kost, ne? Notri so žarnice, UV, tudi svetloba, recimo. Največ področja priteza, ne, Dino? Pol, kje kaj zdrži, ne rečem, da ni nič, zdrži, samo ga ta zrak, ga dol poriva, pa ga nazaj gor pogleče, ne. To je to, ne, ko ti cel dan delaš to, z venim pritezami, žar, tle, tam, vej. Tam beži, da to ne polovico. Seveda se pol ima, pa drugo se omaže, treba prebrisati, no, ampak raje bo ta kvadrat, kot vse police v konj. Ker te omarce, recimo tak, to, smo pucali enkrat na teden, tam ko imam šalčke, recimo, enkrat na teden, nismo mogli primiti. Enkrat na teden generalka. Zdaj smo očistili enkrat na mesec, ker smo navajeni, je treba očistiti, da ne bo kaj narobe. Hkrati smo imeli, tle se mi je pokazalo, zdaj prvo, dosti boljši pogoji delati, notri, smo našli nek sistem, ker imaš temperaturo, ne moreš ti meriti temperaturo zraka v kuhinji, zato ker tle je vroče skozi, tam je drugače, ne moreš. To smo mi našli sistem, sem jaz bolj sam s programerjem, Primožom, štimali, da najdem, kaj mi najbolj ugaja, in sem v poletju imel pih 16 stopinj zraka. In je potem v kombinaciji z vsem tem oddajanjem je ratalo notri prijetna klima, zdaj je lahko ok, nekuhano, pa ni je malo hladno, ampak meni je 16 do 20 stopinj, recimo, se nismo potili. Se ne navajam, da se potili. Se potiješ, da si tle, pa greš v peč, no, da ti je vroče, pa greš v nekaj se. Smo pa lepo, stari,
priljubljen kotiček, ki piha, one vogalo je priljubljen kotiček, tukaj je priljubljen kotiček, ne, tam dol. Tako. Hkrati sem pa imel večji problem, če pogledate hladilnike, koliko kompresorjev je. Visoke temperature in kompresorje. Cel dan odpiraš hladilnik, vsakeč ko odpreš, gre notri 40 stopinj, se naredi led, on ne more hladiti, dela na polno, kompresorji, meni so se aprila vžgali in novembra ugasili. Ni prišel 24 na 24. Pol se pregreje ventilatorček, ležajček, začne piskati, gre ventilator, to sem vse sam menjal in tako. Na koncu zdaj, tudi dol smo poslali malo zraka, tega da piha. 26 leto sem tukaj, tako nič problemov s hladilnikom kot letos. Dobiva svež zrak, se ugaša, nič ni crkno, je hladilo, nis, led, ta hladilnik pol dol enkrat. Pa morate pa zdaj doma domniti za objačo delati, Ni, tega je bilo recimo enkrat tedensko so se na rebih toliko leda se je nabralo, da ni hladil. Letos ga nisem talil. Nisem ga talil. To so vse tiste, ki pol se pozna, no? Ker tle, jaz recimo zdaj sem imel poleti tudi zaradi hladilnikov po noči nisem ugašal. Jaz sem si naštimal brzine, da počasi mi piha in po noči sem ugasnil samo te UV žarnice, da ne gorijo brez veze. In sem pustil pih zaradi hladilnika. Ker ko si ugasnil ventilacijo, je v 15 minutah narasla temperatura na 50 stopinj zaradi hladilnikov, ker imamo 1, 2, 3, 4, 5, 6 kompresorjev samo v unem delu, še 3 je tukaj. To dela, glede koliko imamo od hladilnika do stropa gor. Je toliko? Ne, mogoče. Stroški elektrike. Tega je bilo mene tudi strah in zelo zanimivo, kaj bo, kaj ne bo. Do avgusta je bilo manj, kar manj, bistveno manj. Ker so se hladilniki mogli ugašati in vse skupaj, tako da sem bil tudi zelo vesel. Avgusta je bilo pa več pričakovano, ker imamo tudi nekaj novih elementov grelcev notri, so delali cel dan, klima je delala 24 avgusta, ventilator na vse. Tako da, če bi jo mogoče po noči ugašal in ne delala, bi lahko bili tam. Ampak sem vedel in pričakoval, da v avgustu, ko imamo strogo tisto sezono, malo novo to je, da bo več, drugače, kar imamo, se nimam. To sem skušal maj, juni, juli, ker je bila korona, nismo niti delali, in ona 3 mesece je bilo. Avgust je bil malenkost več, primerjavi z lanskim letom, maj, juni, juli so bili pa za 30-40%. No, sem tudi na mizah je bilo verjetno več. To je zdaj tako, ne, več ljudi, več tle, vse to je eno z drugim, ne. Rekel, v tistem nekem normalnem mesecu, gremo reči, vzamemo 6. mesec, pa prvo polovica 7., ko rečeš normalno delo, normalne temperature in tako, je bilo manj. Pa če si imel pogrevanje. Hkrati je pa to, ja, gor je vgrajena kocka rekuperacije. To si jaz tudi želel, ker vem, vročina v kuhinji, da je vroče, vsakič, ko takneš le gor, ne, čutiš, ne, da to toploto izkoristimo. In gor je rekuperacija, da naj bi, zimo bomo še ne videli, ampak 70% te toplote lahko pihnemo nazaj. Se pravi, po zimi mi lahko žar gre v rokar, gre po domače. Bolj ko delam, bolj ga gre. Hkrati pa je hladilni agregat, ki je zgoraj nameščen, tudi toplotna črpalka, tako da z tem istim elementom, ki se poleti hladi, se tudi greje, še to greje, če ne treba se še lahko dogreje. Jaz sem recimo na začetku, ko je bilo takrat korona, oziroma ko nismo imeli še poštimano, ko je to funkcioniralo, sem probal, sem tle spodaj dal gorilnik na bombolo od plina, ki piha za zagrevanje, no. Pod napo sem ga dal, zunaj je bilo 11 stopinj, jaz sem ga dal pod napo, sem
prižgal, dal rekuperacijo. On mi je naredil 28, 30, je vlekel zrak gor, pihal mi ga je notri 23 nazaj. Zunaj je bilo pa 11, recimo, ne. Sem videl, aha, je že nekaj pripravil, nekaj je naredil, ne. Zdaj, koliko, ne vem, ne. Je boljše, da ti dogrevaš zrak od 23, ne, do 6, od 10, recimo. Tako da nam se je sploh na višino stropa, jaz grem še enkrat. Tako da to si pol kombiniraš, ne, se tudi, ker je potem v takem obdobju zdaj, recimo, premočilo, da njega 100%, ga tle omejim na 50% moči, da on sploh na ful ne more delati, da ga že omejim. Ti delaj, ker itak to je vse zamikom, ne, veš, on bo zdaj dobil rabim ful, ma ko bo on ohladil, mi bo pihal not 10 stopinj, ne, in pol se bo ugasnil, ne rabim toliko, ne. Tako da to se pol še malo, ne vem, učimo, ampak je... To počusloviš v braki, ki mora uporabnik sam vedeti, kaj rabi. Jaz sem pa potem rad tak, ki to malo te tehnologije, to vem, pa sam malo šraufaš pa. Če kaj crkne, sem prvi tiste, ki gre gledat kaj, ne, ker ne moreš ti majster narediti tudi tako, ne, ampak moraš še rešiti sam. Se navadil tudi gor programirati brzine. Vse ni nekaj, veš. Ni, čisto enostavno, si zapišeš korake in čau, ne, tako da se tudi hitrosti regulira, ne, trenutno zdaj imam recimo na hitro je na 6900, ne, da kliknem na počasi, počasi, pa bo zdaj počasi, veš, čim se bo našel spremembo, play off, je ugasnil žarnice, je ugasnil, ko imamo spremembo. Zdaj bo spuščal ventilatorje na 4500, je že, ne, bo spustil ventilator na 4500 kubikov, ima zdaj nastavljeno in bo nazaj prižgal žarnice, ne. In tako delaš recimo, tako poprej zjutraj imaš na počasi, če ni potreba, poprej čas sila, dviguješ to popolne, spet spustiš, pač, si pa naštimaš to, ne, oni so nam projektirali na 6600 kubikov na prostor, kilovate, ne vem, njihove izračune. Jaz sem majster, ko so prišli montirati mašino, vprašal, koliko je mašina sposobna, sem mi rekli, da sem na 70-73%. Avgusta sem rekel, rabim več, sem za tisti čas dal na 7200. Sem povišal za 600 kubikov, za tisti kratek čas, ne? In zdaj sem spet nazaj manj spustil, kaj ne rabim, ne? Tako da ni pa noben problem, no. 2 minute dela, zdaj nazaj. Še ponovadi, ko se skalibrira, ki on spušča počasi, malo reference si išče. Ja, rabi, ni pač ventilator 1, 2, da takoj reagira, rabi ono kakšno minuto, ampak ni prehodni pojav, da je nek problem. Pol mi pa tle, ne, smo te rešetke, ko me upih tle, ne, če gledaš tukaj, ne, koliko imam lufta za kompresor, ne, pa ne, so ugasnili, so na termostati. To je prej delalo, veš kakšne, no, v tem kotu je nemogoče. Zdaj, da je neki problem, da ti greje prosim preveč. Ja, ko poleti se grejejo, kompresori grejejo. Nikoli je tle tako vroče, ko pa ti odpreš, vlaga notri, na rebra led, on je led, že zaradi leda ne hladi, pol zaradi vročine ne more. Ne hladi, še ni vroče. Nikoli konca. Letos, glavi, to nečem, res funkcionira. Tudi čiščenje je dosti lažje. On, ki je, če delate, ne rabimo sploh kaj govoriti. Ne sploh govoriti. Zato so pa tudi navdušene, da se pride, da bi škar. Zato je potem tudi, kar se njih tiče, ne,
V začetku smo imeli malo kreš iz razloga oni papirno, ne? Lahki papir, ok. Spoštujem, čeprav, upoštevam. Pa sklenoti so dej, ne, pa so ne ti meni govorili, bo zdaj, ti nisi bil plenoti. Ko jaz se to zakurim in se to vse kadi, ne se strani. Bož, ne? In smo bili na prijemo skupaj, sem jaz povedal, kaj, nemam to, tako da sem bolj sestavljal, da sem upošteval vse, kar želim, koliko se je le dalo, da smo prišli na nek skupaj rešitev, tako da posebej je tako. To imate vse, kar tehnika omogoča, pa da vam Je bila tudi varianta, bomo rekli tako, na koncu seveda, ko delaš vse to z vsem, ni poceni, ne, stane. Kot sem iskal te subvencije, pa jih ni, ker to zdaj bi bila po evropskih kuhinjah, ljudem reči, da je kuhinjski slog z strop, naprave, Če da biš nazaj ali ne, jaz sem tudi probaval na te raztese, obala, sploh ne pride poštev, in ne vem, zakaj ločijo regije, da tam gor lahko tle ne, ker mi smo, kaj smo, razviti, bogati, kaj smo. Ne? To mi je zelo, recimo, žal, ne? Ne, jaz zaradi tega sem jaz šel, ker vem, kaj rabim, kaj me moči, sem šel reševati problem. Je bilo, bom rekel, 20 ur manj, je bilo brez žarnic. Isto, samo je brez žarnic. Ma se si rekel, zdaj sem se basal, bom postavil vse kanale, mašino in polju bom zamastil, bomo spucati te kanale, ko ne prije zraven. Šanse, ne, pa bolj mašine, sem rekel, ne, hočem žarnico, pa ne, prav, ne vem, lahko mi je držal, lahko ne, po tej sezoni, po teh 3 mesecih, je bolj niža. Zdaj samo naj to funkcionira, dela naprej. Vse več, za žarnice sem zdaj prižgale, piše, 2112 ur. Iz kuhne ven, ne? Se pravi, izhod, lej. Ne? Če iskreno povem, ne želim več primerjati, ker me je tega strah. Je pa neprimerno boljše, pa lažje delo, čistejše, boljši pogoji in lažje preživimo te ure in boljše opravimo lahko svoje delo. Prednost je, rešena je ventilacija, prezračevanje prostorja, odvajanje maščob odpadnega zraka iz kuhinje, s tem povezano potem boljši pogoji dela, ni vroče, več kisika, več zraka za možgane, za lažje, boljše delo, čistejše okolje in več dobre volje. Zaposleni sam delam v kuhinji in nismo tako zmozgani, utrujeni, lepše, lažje je delati, bolj spočiti, več volje do dela, više morale.